Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v današnji praznični kroniki tedna. V sredo popoldan se je pri Jasni v Kranjski Gori zbralo okoli 50 ljubiteljev Kranjske Gore, ki jim ni vseeno, da je pot v Malo Pišnico zaprta. Tabla z napisom Pot v Malo Pišnico je na nekaterih mestih močno poškodovana. Smrtno nevarna in zato zaprta. Namreč tam stoji že več kot 20 let. Tabla je res že skoraj 20 let in jaz kot župan pač si nam moram privoščiti, da v Jasni na naši glavni sprehajalni poti od Kranjske Gore proti Erik stoji ta tabla. Ne vem, lahko si predstavljate, kaj si ljudje mislijo, ki vseh teh 20 let gledajo to isto tablo in kaj da si bojo mislili od nas, da nič ne ukrenemo. Po približno 20 minutah hoje, ko pot preide iz gozdne meje, smo naleteli na 5 nadzornikov Trilovskega narodnega parka, ki so počivali ob poti. Eden od nadzornikov je župana povprašal: A so se kaj slišal? Ne, ni poklical. A ti ni poklical? Ja, direktor me ni poklical, so bili domenjeni, da se slišal, da pač dorečemo zadeve in da se pač tudi na režim poti dogovori. Pač ni bilo temu tako danes in mi pač bomo to zadevo začeli čistiti. V nadaljevanju so nadzorniki Trilovskega narodnega parka upravili postopek legitimiranja župana Janeza Hrovata. Jaz sem župan občine Kranjska Gora. Odgovoren za to pot, če me ne poznate, sem vam dal vizitko. Jaz vam če moram pomagati. Še enkrat vas prosim za oseben dokument. Jaz ga nimam. Tlele sem vizitko. Dolžen ste ga dati, jaz sem vam pokazal svojo službeno izkaznico, sem uradna oseba. V redu. In to tudi od vas pričakujem. V redu, jaz jo nisem prinesel prav za vas vizitko, ker se vsi poznamo. No, enega mogoče ne poznam. Drugače pa 50 ljudi priča, da sem jaz Hrovat Janez. No, sledil pa je še skoraj filmski vložek, ko je eden od nadzornikov pristal v ruševju pod potjo in kričal, da ga je hotel župan ubiti, češ da ga je porinil s poti. A temu še zdaleč ni tako, pojasnjuje župan Janez Hrovat. Resnično, jaz sem bil presenečen, ker za mano je hodil Marko Kopač in je kar naenkrat se zadaj v grmovju znašel paznik. Jaz resnično ne vem, kako in kaj se je dogajalo, pač začel je pa kričati, tako da ja. In še komentarji drugih vpletenih strani. Za časopis Delo je vodja naravovarstvene službe Sašo Hrovat povedal: z ozke poti, ki vodi v Malo Pišnico na zelo nevarnem mestu, je župan med srečanjem z nadzornikom odrinil z bokom svojega telesa nadzornika, da je vznak padel po zelo strmem pobočju v ruševje in se pri tem poškodoval. Na pregledu v jeseniški bolnišnici so ugotovili, da ima nadzornik poškodovano zapestje in ramo. Po pregledu so ga odpustili iz bolnišnice, vendar bo čez nekaj dni moral opraviti ponovni pregled. Nadzorniki TNP-ja so od prostovoljcev, ki so izvajali dela, zahtevali, da se identificirajo. Ker se niso hoteli izkazati z dokumenti, so nadzorniki za asistenco oziroma pomoč poklicali policiste z policijske postaje Kranjska Gora, pa smo prejeli naslednje sporočilo. Potrdimo lahko, da so policisti obravnavali prijavo nadzornikov TNP-ja o težavah z osebami, ki naj bi s svojimi aktivnostmi v povezavi s potjo posegali v zavarovano območje Trilovskega narodnega parka. Prijavo še preverjamo in vodimo postopek. Župan Hrovat pa ob koncu dodaja: kar se tiče mene, imam čisto vest, jaz v akciji, kjer je prisotno 50 ljudi, kjer je prisotna moja hčerka, verjetno, da se ne prvošil kakšnega takega dejanja. Jaz sem presenečen, kaj se je naredil, ne vem, ker je bilo res to za mano, več ve pa, tako kot sem rekel, Marko Kopač, pa vsi te, ki so videli, ko sem se jaz obrnil, je nekih par metrov za mano res nadzornik ležal v tem rušju. No, zdaj pa k bolj prijetnim temam. V nedeljo 9. aprila je v dvorani Podan v Škofji Loki potekalo finale državnega prvenstva v florbolu, sekcije U9, U11, U13 in U16. Naši florbolisti so dosegli vrhunske rezultate. V kategoriji U2 drugo mesto, državni podprvaki oziroma srebrna kolajna. V kategoriji U11 so postali državni prvaki. V kategoriji U13
Prav tako državni prvaki. V kategoriji U16 pa so osvojili drugo mesto in s tem postali državni podprvaki. Ja, res je, vodstvo Športnega društva Zelenci Kranjska Gora je zelo zadovoljno za letošnjo sezono v florbolu. Naš podmladek nas je zelo razveselil, saj je prejšnjo nedeljo bil finale v Škofji Loki. Najmlajša selekcija je osvojila drugo mesto, so državni podprvaki. Selekcija U11 se je dala v okoli vratu zlate medalje, tako tudi selekcija U13, U16 je bila srebrna. V igri imamo do konca sezone še selekcijo U19, ki igra za 3. mesto, upam, da bojo uspešni. Zaključilo tekmovanje v letošnji sezoni pa je že članska ekipa, ki je osvojila 5. mesto od 7 ekip in pa ženska selekcija, ki je osvojila 6. mesto. Glede na to, da smo danes na treningu, ne počivamo, kljub osvojeni lovorikam, imamo zadnji tudi naš podmladek, se pravi zlate U13, zlate U11 in pa srebrne U9. Hkrati bi pa tudi vse nadobudne nove florboliste in florbolistke povabil, da se nam pa družijo na treningih v Mojstrani. Po novem pa od marca naprej treniramo in imamo nove selekcije tudi v Kranjski Gori, tako da vljudno vabljeni, delamo kvalitetno, strokovno, kar dokazuje tudi to, da smo nekje najuspešnejši in z največ selekcijami tudi v florbol društvih v celi Sloveniji. Zdaj pa mogoče samo kakšen utrinek igralca U13, ki je osvojil zlato medaljo. Kaj se ti najbolj utrnilo v spomin? Vožnja z avtobusom v Škofjo Loko, na njem smo žurali, zato smo tudi osvojili zlato medaljo. Ko smo prišli nazaj, nas je trener napovedal vsem gledalcem, ki so nas spodbujali na tekmi. Bilo mi zelo odlično. Imamo še Emo, ki je pa v U11 osvojila zlato medaljo. Ema, povej, v U11 sem ti naročil, da moraš dati en gol, ker si edina punca, pa si rekla, ne bom dala U11, bom dala kar U13. Pa povej, kakšni so bili občutki v eni selekciji više doseči tak zadetek? Dober, še posebej bilo pa dober, ker si igral pri starejših. Tukaj imamo tudi naše srebrne, najmlajše fante. Bi pa seveda povedal to, da smo dejansko imeli kranjskogorski turistični avtobus, z njim smo se peljali v Škofjo Loko, spremljali so nas naši zvesti navijači, to so starši, tako da vzdušje v dvorani je bilo fenomenalno, zabava na avtobusu pred šolo v Škofji Loki pred dvorano odlično in potem tudi veličasten sprejem staršev z obilo soka in pa sladkega peciva na trgu Olimpijcev v Mojstrani, tako da res najlepša hvala vsem igralcem, igralkam, staršem in pa seveda ne smemo pozabiti naših trenerjev. Na zadnji se skriva naš Martin, ki je v bistvu trener večjih selekcij, tako da vsi nekako tvorimo en skupen dober tim in kolektiv in temu prinesejo tudi dobri rezultati. V torek so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podkoren izvedli meddruštveno gasilsko vajo skupaj s 6 člani prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora. Namen je bil trening notranjega napada in požara na objektu z uporabo dihalnih aparatov in izstop do rešitve. Predpostavka današnja vaja je bila požar v kuhinji, ki se je potem razširil v podstrešno, v nadstrešje. Na vaji so sodelovali PGD Podkoren in PGD Kranjska Gora za 18 člani, za 3 gasilskimi vozili. Vaja je bila uspešno ocenjena. Zahvaljujem se PGD Kranjska Gora, Anžetu Svrdzekapi za lokacijo in pa našim gasilcem, ki so prisostvovali na vaji. V prostorih Liznekove domačije v Kranjski Gori so v sredo postavili na ogled razstavo Dediščina potujočih brusačev iz Rezije. V Liznekovi domačiji v Kranjski Gori gostujemo oziroma gostimo razstavo Muzeja rezijanskih ljudi in brusačev, in sicer o njihovi dejavnosti, ki se je na območju Rezije ohranila zelo dolgo. Pritikala je oziroma bila je v domeni moških, ki so delo opravljali, lahko bi rekli, v širni okolici. Več o zanimivosti brusačev in Rezije pa na ogledu razstave v Liznekovi domačiji.
V petek je bilo v Slovenskem planinskem muzeju predavanje alpinista Luke Lindiča Hladen fokus. Slovenski planinski muzej je zopet gostil dobitnika zlatega cepina. Luka Lindič je najuspešnejši alpinist leta 2016, uveljavljen med peščico svetovnih alpinistov, ki narekujejo trend razvoja te dejavnosti na najvišji ravni. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu današnje kronike, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Najprej ste vabljeni na spominsko slovesnost, ki bo v četrtek 20. aprila ob 11. pri stanovanjski hiši Gorazda in Milade Koblar, Rateče 21b. Ob tej priložnosti bodo odkrili spominsko ploščo na objektu, kjer je bilo v letu 1990 do 1991 tajno skladišče orožja postaje mejne milice Rateče. V nedeljo bo v Kranjski Gori duatlon z mednarodno udeležbo. Ob 8. bo odprtje prijavnega prostora. Ob 10. štart Cici duatlona, rojeni leta 2008 in mlajši. Ob 10.15 štart Cici duatlona 2006 in 2007. Ob 11. bo štart Super sprint duatlona. Ob 11.15 do 11.55 pa menjalni prostor sprint duatlon. Start sprint duatlona bo točno ob 12. Ob 12.30 bo razglasitev Cici duatlona. Ob 14. pa razglasitev Super sprint in sprint duatlona. V Ruvardovi graščini na Jesenicah bo torek ob 18. muzejski večer Tovarniška stanovanja in bivalna kultura. Predavala bo Zdenka Torkar Tahir, kustosinja Zgornjesavskega muzeja. V galeriji Kosova graščina bo v četrtek ob 17. otvoritev razstave Mirka Bokšiča, slikarja, kiparja, pesnika in tekstopisca iz Nagolda. Razstava bo na ogled do 19. maja. V konferenčni dvorani v Kolprnu na Stari Savi bo v četrtek ob 9. predstavitev zemljevida Jesenice pohodniška karta. Za konec pa poglejmo še prometni režim na odseku 1043 Ruske ceste na relaciji Erika Vršič od 4,275 km pa do 5,425. Od 18. aprila do 7. maja bo režim naslednji. Delna zapora, izmenično enosmerno voden promet, občasne kratkotrajne popolne zapore do 1 ure. Promet je dovoljen za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila do 7,5 ton. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje praznične kronike. Lep preostanek velikonočnih praznikov vam želimo. Pa se veste, karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi. Se vidimo prihodnjič.